Vsi vemo, da so čebele najbolj pridne živali, kar jih poznamo, vendar pa niso edini pomembni opraševalci, ki se v zadnjih letih soočajo s povečanim onesnaževanjem in potrebo po dodatni skrbi. Črn, rumen, pošteno urejen, pošteno kosmat in ima rožice rad. Ja, to je pač mamo. Veš, da so ena najbolj zaljubljenih in prepoznavnih skupin žuželk v našem kraju. Niso nikakršne lenene rode, ampak pomočniki čebel in še več kot to. V sklopu mednarodnega projekta BioAir se je čebelarsko društvo Bled Gorje povezalo z blejsko osnovno šolo. Naša šola se zelo rada vključuje v lokalno okolje, tako da smo vedno pripravljeni sodelovati z različnimi društvi. In sicer s čebelarskim društvom smo, pravzaprav je naša že tradicija, da sodelujemo. Čebelarji imajo na podružnični šoli ribno-čebelarski krožek, imamo tudi pred šolo postavljen ta ogledni panj, potem lani smo se odzvali njihovemu povabilu in smo poslikavali panjske končnice, letos pa so pač prišli na idejo, da bi z nami skupaj oziroma z našimi otroki ustvarili čmrlnjake, ki bi jih potem podelili okoliškim kmetom. V bistvu je tako, družina vsako leto propade v jeseni, tako da jeseni se pa ni panj za čmrle počisti in se prihrani za naslednje leto. Čez zimo pripravimo suh mah, ki ga potem namestimo v panje, na kar pa v bistvu spomladi, to se pravi zdaj v takem času, čmrle matice že letajo naokoli, da v tistem trenutku je v bistvu fino, da v panj nastavimo kakšen košček medu, da ko pride preraziskovati te lukance, da v bistvu dobi že pogostitev in če jim čmrljak odgovarja, se potem tudi not naseli. Druga verzija pa je, če hočemo res imeti, da pa to pospešimo, je pa, da jih z lončkom nekje v naravi ujamemo, pod lonček podtaknemo list papirja, jih prenesemo v panj, jih damo v panj za en dan, panj zapremo in naslednji dan spustimo. In seveda spet, če jim odgovarja namestitev, potem tam tudi ostanejo. Vaš paradižnik ne bi mogel rasti brez čmrljev. Pravzaprav ti začnejo opraševati še pred čebelami. Čmrli se v naši občini ne gojijo neprofesionalno, še zmeraj je blejski okoliš dosti neonesnažen. Se pojavlja zdaj sicer intenzivno kmetijstvo, ampak še zmeraj obstaja dovolj travnikov, gozdnih robov, kjer čmrli najdejo svoje domove. Tako da jih določeni ljudje sami zase vzrejejo za to, da lepo brenčijo pri hiši in pa da oprašujejo paradižnike. V projektu je sodelovalo 70 učencev 6 razredov pod nadobudnim očesom učiteljic tehnike. Ustvarjali smo čmrljake in to so v bistvu male hiške za čmrle, ker kmetje kosijo enkrat letno in bi pač s tem radi pomagali čmrljam in jih bojo te čmrljake postavili na travnike in tja se bo lahko čmrli zatekali. Kako si ustvarjala svoj čmrlnjak? Najprej smo dobili posamezne dele, nato smo vse skupaj zlepili, potem smo na sprednji del okrasili in naredili pokrov, da se lahko odpira in zapira. Ta projekt se v bistvu odvija v 25 občinah po Alpah in sicer vse od Nemčije, Italije, Švice, Avstrije, Lihtenštajna in tako naprej. V Sloveniji pa v bistvu samo na Bledu in v Kranjski Gori. Vsaka občina sama pripravi projekte oziroma delavnice, program tega projekta. Glaven je cilj oziroma namen, to je pa zaščititi v bistvu okolje naših opraševalcev. Predsednik čebelarskega društva je bil nad izdelki otrok navdušen. V društvu pa so tudi v prihodnosti pripravili dogodke vezane na projekt BioAir. Projekt BioAir se je začel že lanskrat, kar je že povedala naša Bojana, in smo že naredili fotonatečaj in s tem fotonatečajem bomo tudi te slike uporabili za zaključno prireditev 24. aprila in to bo v Triglavskem narodnem parku, kjer bomo imeli otvoritev razstave in pa 100-letnico čebelarskega društva Bled Gorje oziroma družine Bled. In zdaj vmes, danes ste že to prireditev zdaj videli, je bila prva prireditev, druga prireditev pa je še 6. aprila, kjer bomo predstavili sobodajalcem medovite rastline in pa urejanje balkonov z različnimi rastlinami
in pa medovitimi cvetovi za čebele kot take. Čmrljenjake so na koncu prireditve podarili častnim gostom in okoliškim kmetom. Tudi vi pa si dom za novega brenčečega soseda lahko zlahka izdelate doma.